Dobrodošli na predstavitvenem predavanju o primerjalnem slovanskem jezikoslovju. Kaj je primerjalno slovansko jezikoslovje? Primerjalno jezikoslovje primerja sorodne jezike in rekonstruira njihov prajezik. To je skupni jezik prednik, iz katerega so primerjeni jeziki nastali s spreminjanjem skozi čas. Pojasnjuje tudi nastanek posameznih jezikov, ki so nastali iz skupnega jezika prednika, ter podobnosti in razlike med njimi. Ker se ukvarja z jezikovnim spreminjanjem skozi čas, je zgodovinsko jezikoslovje. Primerjalno slovansko jezikoslovje primerja slovanske jezike in rekonstruira praslovanščino ali slovanski prajezik, medtem ko primerjalno indoevropsko jezikoslovje primerja stare indoevropske jezike in rekonstruira praindoevropščino ali indoevropski prajezik. Primerjalno slovansko jezikoslovje je možno študirati na oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, primerjalno indoevropsko jezikoslovje pa na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje iste fakultete. Primerjalno jezikoslovje ima na Slovenskem dolgo tradicijo. Z njim so se ukvarjali najvidnejši slovenski jezikoslovci, kot na primer Jernej Kopitar, Franc Miklošič, Rajko Nahtigal, Fran Ramovš, France Bezlaj, Bojan Čop in drugi. Primerjalno jezikoslovje, tako slovansko kot indoevropsko, je na Univerzi v Ljubljani prisotno od njene ustanovitve leta 1919. Jezik se skozi čas spreminja. Jezik se skozi čas spreminja na vseh jezikovnih ravninah. Spreminjajo se glasovi ter oblike in stavki, kot tudi besede in stalne besedne zveze. Zaradi jezikovnih sprememb se zgodi, da se neki jezik s spreminjanjem skozi čas razcepi na narečja, ki se s časom lahko oblikujejo v samostojne jezike. Ti pa se spet cepijo na manjše enote, kot so narečne ploskve, narečja in krajevni govori. Jezikovno spreminjanje torej povzroča jezikovno raznolikost. Tako se je praindoevropščina, ki naj bi bila bolj ali manj enotna do okoli 3000 pred našim štetjem, po razselitvi njenih govorcev iz njihove pradomovine na območju Severno-Črnega morja in Kaspijskega jezera, s časom postopoma cepila na manjše enote, tako imenovane indoevropske jezikovne družine. To so bile anatolska, indijska, iranska, grška, italska, keltska, germanska, armenska, toharska, slovanska, baltska in albanska. Ena od indoevropskih jezikovnih vej je bila tudi slovanska, torej praslovanščina. Praslovanščina je nastala iz praindoevropščine. Pradomovina njenih govorcev je bila najverjetneje severno od Karpatov. Slovani so se okrog leta 500 našega štetja iz svojega prvotnega poselitvenega prostora razselili na vzhod, jug in zahod. Praslovanščina se je dokončno oblikovala šele po razselitvi, tam nekje do okrog leta 800 našega štetja. Po letu 800 pa so iz nje začeli postopno nastajati slovanski jeziki. Slovanski jeziki se danes delijo v 3 podskupine. Južnoslovanski jeziki so slovenski, osrednje južnoslovanski, kamor sodijo hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina, ter makedonski in bolgarski. Vzhodnoslovanski so ruski, beloruski in ukrajinski. Zahodnoslovanski jeziki pa so oziroma so bili poljski, pomorjanski, ostanek tega jezika je kašubščina s slovinščino ter izumrli polapski, lužiško-srbski ter češki in slovaški. Osnovne sporazumevalne vzorce za vsakodnevno komunikacijo v vseh sodobnih slovanskih jezikih lahko najdemo v publikaciji Med Slovani, ki je prosto dostopna na domači strani znanstvene založbe Filozofske fakultete. Če so se praslovani pozdravljali
dobro je dan, se danes Slovani pozdravljamo dober dan, dobar dan, dobar den, dober den, dobri djen, dobri djen, dobri den. Dzień dobry, dobry dzień, dobry dzień, dobry dzień, dobry den in dobri dzień. Podobno kot so se iz praindoevropščine izoblikovale indoevropske jezikovne veje in iz praslovanščine slovanski jeziki, so se iz prvotne slovenščine izoblikovale narečne skupine in narečja slovenskega jezika. Kako rekonstruiramo praslovanščino? Praslovanščino rekonstruiramo na vseh jezikovnih ravninah. In sicer rekonstruiramo glasove, končnice, stavke in besede. V jeziku se najbolj sistemsko, regularno spreminjajo glasovi. Glasovne spremembe je mogoče opisati z matematično natančnimi glasovnimi pravili. Zato rekonstrukcijo prajezika začnemo na glasovni ravni. Najprej primerjamo stanje v slovanskih jezikih. Slovenske besede zob, rob in mož primerjamo z izvorno istimi besedami v drugih slovanskih jezikih. To je na primer hrvaško-srbsko zub, rub, muž, makedonsko zap, rap, maš, bolgarsko zp, rp, mž, rusko, belorusko in ukrajinsko zub, rub, muž, poljsko zomb, romb, monž, kašubsko zumb, rumb, munž, polabsko zomb, romb, beseda za moža ni dokumentirana, dolnje in gornje lužiško-srbsko ter češko in slovaško zub, rub, muž. Nato iščemo sistemske regularne vzporednice. Slovenskemu o v teh besedah ustreza hrvaški ali srbski u, makedonski a, bolgarski polglasnik. V ruščini, beloruščini in ukrajinščini imamo na tem mestu u. Poljsko je on, kašubsko je polabsko je on, dolnje in gornje lužiško-srbsko ter češko in slovaško pa u. In potem na koncu rekonstruiramo praslovansko jezikovno stanje. Kateri jezik izkazuje prvotno stanje? Kateri glas je v navedenem tipu besed imela praslovanščina? O, u, a, polglasnik, on, ali on. Na to vprašanje lahko odgovorimo, če v pretres vzamemo jezikovno stanje najstarejšega dokumentiranega slovanskega jezika iz 9. stoletja, to je stare cerkvene slovanščine. Staro cerkveno slovansko se te besede glasijo zomb, romb, monž. Stara cerkvena slovanščina v danem primeru ohranja najstarejše jezikovno stanje, namreč nosni samoglasnik on. Zelo staro stanje v tem tipu besed je ohranjeno tudi v poljščini, kašubščini in polabščini, ki ohranjajo nosne samoglasnike različnih kakovosti. Praslovanska oblika je bila torej najbližja starocerkvenoslovanski in se je zelo verjetno glasila zomb, monž, romb. Ker pa ne gre za dokumentirano, ampak za rekonstruirano obliko, jo opremimo z zvezdico. Notranjo rekonstrukcijo na osnovi slovanskih jezikov potrjujejo tudi drugi indoevropski jeziki, ki imajo besede istega izvora. Namesto praslovanskega nosnega on imajo ustni samoglasnik plus nosni soglasnik m ali n. Zomb, litovsko žambas. Praslovansko romb, litovsko rumbas. In praslovansko monž je sorodno z germanskim man.
To pomeni, da sta se indoevropski ustni samoglasnik in sledeči nosni soglasnik v praslovanščini zlila v nosni samoglasnik. Jezikovno spreminjanje torej res povzroča jezikovno raznolikost, ki jo na glasovni ravni lahko opišemo z glasovnim pravilom oziroma glasovnim zakonom, ki v istem glasovnem okolju velja brez izjeme. Tako se je praslovanski nosni om v slovenščini sistematično, regularno spremenil v o, hrvaščini, srbščini v u, v stari cerkveni slovanščini je ostal om in se potem v makedonščini, bolgarščini spremeni v a oziroma polglasnik. Rusko, belorusko, ukrajinsko je u, v poljščini je ostal v nekaterih primerih nosni om, v kašubščini se spremenil v nosni u, v polabščini tudi ostal nosni om, v dolnji in gornji lužiški srbščini ter češčini in slovaščini pa se je spremenil v u. Kaj vse sestavlja študij primerjalnega slovanskega jezikoslovja? Najprej učenje slovanskih jezikov v obliki jezikovnega tečaja. V času študija se študenti in študentke učijo vsaj 3 slovanske jezike. Enega južno, enega vzhodno in enega zahodnoslovanskega. Potem je zelo pomembno učenje stare cerkvene slovanščine kot najstarejšega dokumentiranega slovanskega jezika iz 9. stoletja našega štetja ter prvih slovanskih pisav, v katerih je bila zapisana. To sta glagolica in cirilica. Nato pa še glavno primerjava slovanskih jezikov in rekonstrukcija praslovanščine. Nekaj besed o stari cerkveni slovanščini. Stara cerkvena slovanščina je knjižni jezik, ki sta ga Konstantin Solunski, pozneje sveti Ciril, in njegov brat Metod uporabljali za potrebe moravske misije med 863 in 885 na Moravskem pri moravskem knezu Rastislavu. Konstantin je prvi slovanski knjižni jezik oblikoval na osnovi tedanjega slovanskega govora mesta Solun in njegove okolice, to je v današnji Grčiji. Za njegovo zapisovanje je izumil prvo slovansko pisavo glagolico. Drugo slovansko pisavo, cirilico, so po smrti Konstantina in Metoda okoli leta 893 izumili njuni učenci in jo poimenovali v čast svojemu učitelju Cirilu. Glagolica je torej prva, cirilica pa 30 let mlajša, druga slovanska pisava. Kako je zvenela stara cerkvena slovanščina? Najbolj popularno besedilo v stari cerkveni slovanščini je bila zagotovo molitev od Oče naš. Oče naš, iže jesi na nebesih, da sventite se imen Tvoje, da pridete cesarstvo Tvoje, da bonde to volja Tvoja, jako na nebese in na zemlji. Ta, več kot 1100 let star jezik, s pomočjo slovanskih jezikov uspemo razumeti še danes. Čemu pa služi rekonstrukcija praslovanščine? Znanja s področja primerjalnega slovanskega jezikoslovja so nepogrešljiva za poglobljen študij slovanskih jezikov. Študij vsakega posameznega slovanskega jezika se namreč začne prav pri praslovanščini. S pomočjo teh znanj ne razumemo le nastanka in zgodovine posameznih slovanskih jezikov, temveč bolje razumemo tudi njihovo stanje v sedanjosti. Tako lahko razumemo marsikatero izjemo, ki ob poznavanju zgodovine jezika postane pravilo. Če stvari tudi razumemo, se nam jih ni treba učiti na pamet. Nekaj primerov. Zakaj se reče sneg, ne pa tudi snegiti, temveč snežiti? V praslovanščini so se namreč mehkonjebniki KGH v položaju pred sprednjimi samoglasniki tipa I, E v obdobju med približno 400 in 600 našega štetja mehčali oziroma palatalizirali v Č, Ž, Š. Ronka proti izronkiti
ki se palatalizira v izrončiti, zato imamo danes slovensko roka izročiti. Podobno še sneg snežiti in suh sušiti. Zakaj ima slovenščina v imenovalniku množine moškega spola več končnic, kot na primer konji, sinovi in gostje oziroma zobje? V praslovanščini so se samostalniki moškega spola sklanjali po več sklanjatvenih vzorcih, ki so imeli na primer v rodilniku ednine in imenovalniku množine različne končnice. Tako na primer konja v rodilniku ednine konja, v imenovalniku množine konji, sina v rodilniku ednine sinu in imenovalniku množine sinove, ter gost v rodilniku ednine gosti, v imenovalniku množine gostje. V slovenščini je prišlo do poenostavitve sklanjatve samostalnikov moškega spola. V rodilniku ednine je prevladala končnica a, zato imajo danes vsi samostalniki končnico a, na primer konja, sina, gosta, v imenovalniku množine pa so se ohranile prvotne 3 različne končnice i, ovi in je, torej konji, sinovi, gostje. Zakaj se v slovanskih jezikih po rodilniku vprašamo tudi od kod? V slovanskih jezikih se po rodilniku vprašamo z vprašalnico koga ali česa, napijem se vode, česa se napijem. In pa tudi z vprašalnico od kod. Priplavam iz vode, od kod priplavam. Odgovor na to vprašanje lahko najdemo v praslovanščini oziroma še dlje v praindoevropščini. Praindoevropska sklona rodilnik, genitiv na vprašanje koga ali česa in ločilnik ali ablativ na vprašanje od kod, sta v praslovanščini sovpadla v praslovanski rodilnik, kar se ohranja tudi v večini slovanskih jezikov. Zato v slovanskih jezikih rodilnik opravlja vlogo tako nekdanjega rodilnika, kot tudi ločilnika. Zakaj imamo v slovenščini besedo hiša, v hrvaščini srbščini pa za isti pomen besedo kuća? Praslovanščina je za pomen dom, hiša imela besedo dom. Ta beseda je na primer v slovenščini in hrvaščini pridobila tudi bolj abstrakten pomen v smislu družinska skupnost, v kateri kdo živi. Za bolj konkreten pomen, stavba, namenjena zlasti za bivanje ljudi, se je v slovenščini uveljavila izposojenka iz germanskih jezikov hyža, knjižno slovensko hiša oziroma prekmursko iža. V hrvaščini, srbščini pa praslovanska beseda, s katero so verjetno prvotno poimenovali manjšo stavbo, namreč končja, hrvaško kuća, ki pa se ohranja tudi v slovenski besedi koča. Hrvaška kuća in slovenska koča imata torej isti izvor, pri čemer pa je v besedah prišlo do spremembe njunih pomenov. Kaj torej počnemo na študijskem programu Primerjalno slovansko jezikoslovje? Na študijskem programu Primerjalno slovansko jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani slovanski jezikovni svet raziskujemo kot celoto. Slovanske jezike med seboj primerjamo ter rekonstruiramo njihovega skupnega prednika, praslovanščino. Pojasnjujemo nastanek slovanskih jezikov ter podobnosti in razlike med njimi. Aktivno se naučimo vsaj 3 slovanske jezike, enega južno, enega vzhodno in enega zahodnoslovanskega, posledično pa razumemo tudi vse ostale. Prav posebna pozornost pa je namenjena stari cerkveni slovanščini kot najstarejšemu izpričanemu slovanskemu jeziku iz 9. stoletja ter prvima slovanskima pisavama, glagolici in cirilici. Hvala za pozornost in lep pozdrav!